Dober dan, spoštovane gledalke in gledalci, sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z nami je predstavnik krajevne skupnosti Olševek iz občine Šenčur, gospod Rajko Perčič. Lepo pozdravljeni, gospod Perčič. Dober dan. Kakšna je vaša ocena povezave med vašo krajevno skupnostjo in krajevnim svetom? V naši krajevne skupnosti, v našem svetu krajevne skupnosti nas je 5 članov in s predsednikom. Redno se sestajamo na sestankih in se izmenjavamo pobude. Tako da moram reči, da smo zelo povezani. Vsak je zadolžen za kakšno področje, recimo nekdo je za kulturo, nekdo je za to, skupaj pa delujemo športne te zadeve, skupaj pa sodelujemo, pač povezani smo pa skupaj, tako da redno se mesečno dobivamo, vsak ima kakšne predloge obravnavamo na sestankih in jih probamo tudi čim več uresničiti. Koliko je pa prebivalcev v vašem kraju? 315. Aha. 315 nas je. Vas kratko nekaj srednje velika. Pa ste zadovoljni s tem, kako se ljudje obračajo na vas, saj je povezan kraj? Ja, to moram izrecno poudariti, da kraj je pa zelo povezan. Povezani smo, bom rekel, pri vseh prireditvah, pri vseh nas sodeluje skoraj cela vas. To je pa res tako pohvalno v bistvu. Ja, če lahko samo dodam, dobivamo tudi pohvale iz drugih krajevnih skupnosti in pa tudi z drugih občin, da je krajevna skupnost Olševek ena redkih, ki je tako povezana medsebojno. Ja, to se vas pa splača skoraj priti pogledati. Lahko bi se zmenili. Prav, hvala. Kako pa je potem z vašim krajevnim svetom v povezavi z občino? Ja, na občini je tudi naš vaščan, svetnik v svetu občine Šenčur, imamo svetnika Francija Podjeda, tako da vse informacije, kar se dogaja na občini, na občinskih svetih, nam prenaša tudi na sestankih krajevne skupnosti. Kamor je zmeraj tudi povabljen in tako da v dogajanju, kar se tiče občine Šenčur, za naše področje smo zelo na tekočem. To imate tudi super, ker veliko vasi in krajev nima svojih predstavnikov v občinskih svetih, tako da vem, da je velika razlika, če pa ta povezava je. Ja, zelo lepo teče, moram reči, da je tudi ta predstavnik zelo aktiven, kot smo pač tudi v svetu. Ja, super. Kaj pa vi osebno menite o ideji, da bi bil, se pravi, občinski svet sestavljen iz predstavnikov krajevnih skupnosti? Mislim, da to zdaj ni potrebe. Zelo fino je, da imamo mi iz vasi predstavnika noter, da bi bili pa še predsedniki v svetu krajevnih skupnosti, pa ni potrebe. Ampak recimo druge vasi pa najbrž nimajo svojih predstavnikov, ali jih imajo tudi? Oziroma drugi kraji v občini Šenčur. To pa nimajo vse, to pa dejansko nimajo. Ker pri nas je občinski svet sestavljen bolj iz političnih strank. Ja, saj to je povsod v večini. Je pa zanimivo, da seveda povsod, ker kraji ali pa vasi nimajo predstavnikov v občinskem svetu, so mnenja, da bi bilo fajn, da bi jih bilo več noter. Tako ja, razumem, recimo, kjer pa nimajo predstavnika in niso na tekoče, niso povezani, kaj se sploh dogaja na občini, kaj se dogaja s njihovo, tako da s to tezo bi se strinjal, da bi bilo dobro, po tej strani bi bilo dobro, da bi bili tudi predsedniki krajevnih skupnosti. Ja. V redu. Kako pa rekel ste, da ste v vašem kraju zelo dobro povezani. Na kakšen način pa krajani pobude oddajajo k vam? A je to dosti pogost pojav? Moram reči, kar dosti pogost pojav. Dosti pogost pojav.
ali dajejo preko mailov ali telefonu, največkrat pa osebno, ker se zelo veliko družimo. Recimo, jaz kot predsednik sem zelo veliko na vas med ljudmi. Kaj se, zdaj smo tudi organizirali, da smo kupili tale aparat za defibrilator. Tako, in sva s kolegom tudi pobirala prispevke. Moram reči, to moram poudariti, da so bili krajani zelo navdušeni in tudi recimo na tak način so padale kakšne nove ideje, kakšne nove zamisli in če se le da jih poskušamo realizirati, če je seveda možnosti. Prekažemo naprej na občino, če je treba kakšne dodatna sredstva finančna, ker ve se, da krajevne skupnosti, vaški odbori finančnih sredstev nimamo. Tako da moramo biti že s tem zelo dobrno stiku z občino. Pa pohvaliti na občinski svet. Hvala. Je še karkoli, kar bi želeli sporočiti gledalcem? Ja, jaz bi to rekel, povezujte se med sabo, ker bolj smo vaščani, krajani, meščani povezani med sabo, več se lahko v vasi naredi. Pridejo problemi, lažje jih rešujemo, pridejo mogoče tudi kakšni spori, pa posod. In lažje se rešuje, če je vas povezana, če je vas res drži skupaj. In tudi se vidi potem na vzdušju v vasi, zdaj smo imeli 90-letnico, če vam še to lahko povem. Ja, seveda. 3/4 vasi povabljenih, v glavnem, bi rekel pozitivne stvari se dogajajo tukaj, so pa kakšne črne take, malo bolj, kot pa posodno, kakšne take stvari zraven. To pa probamo rešiti na čim bolj miren način. Super. Lepo se vam zahvaljujem za tale vaš čas in za te informacije in hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa nasvidenje v naslednjem intervjuju. Ja, hvala, nasvidenje.